Naši negativni vzorci zelo močno vplivajo na naše življenje. Lahko povzročijo celo nastanek anksioznosti, izgorelosti, tesnobe in različnih fizičnih bolezni. Negativne vzorce pa vedno spremljajo tudi močni negativni občutki, ki nam ne dovolijo, da bi živeli sproščeno, kvalitetno življenje. In z močnimi negativnimi vzorci je resnično težko živeti. Tudi sama sem to doživela na lastni koži. Moji negativni vzorci so bili tako močni, da so me ovirali čisto na vsakem koraku. Poleg tega pa so mi povzročali konstantno nezadovoljstvo same s sabo in večno dokazovanje svoje lastne vrednosti. Nikoli se namreč nisem zares dobro počutila v svoji koži in kar naprej sem se primerjala z drugimi. Ampak sem po dolgih letih iskanja našla dober način, da sem svoje negativne vzorce spremenila. In s tem se je moje življenje tudi začelo obračati čisto v drugo smer. Postajala sem bolj srečna, bolj mirna v sebi. Moji odnosi z bližnjimi so postajali vedno lepši. In moje življenje je postajalo vedno bolj izpolnjeno in sem izjemno hvaležna, da lahko nekaj te svoje izkušnje spreminjanja negativnih vzorcev v pozitivne vzorce danes podelim tudi z vami. Rada bi vam razložila, kateri negativni vzorci so med Slovenci najbolj pogosti, vsaj po mojih 10-12-letnih izkušnjah, kako vpliva na naše življenje in tudi to, kako jih lahko hitro spremenimo. Prvi vzorec, o katerem bi rada govorila, je vzorec perfekcionizma. Perfekcionizem je načeloma kvaliteta uspešnih ljudi. Taka oseba, ki trpi za perfekcionizmom, je krasna za svojega delodajalca, krasna za svojo družino, za svojega partnerja. Ona bo za vse naredila. Problem pa je, ker zase ni najbolj krasna, ker zase ne bo dovolj naredila. Ta težnja po popolnosti jo izčrpava. In zakaj v bistvu pride do tega? Taka oseba se je kot majhen otrok naučila, da mora narediti vse popolno. In taka oseba živi pod konstantno napetostjo, ki jo nehote povzroča sama sebi. Ne more se sprostiti, vedno lovi neulovljivo popolnost. Nikoli ni zares zadovoljna sama s sabo in z lahkoto povozi sama sebe. In to na dolgi rok vodi v izgorelost. K sreči pa znamo danes ta trdovraten vzorec zelo učinkovito spremeniti. In ko to naredimo, lahko končno zadihamo, lahko se končno sprostimo in prenehamo obremenjevati. Potrepljamo se lahko po rami in postanemo zadovoljni za 95% stvari, ki jih odlično naredimo, in za tistih 5%, ki jih mogoče ne moremo izpeljati, se nehamo obremenjevati. In nastane velika sprememba v počutju, v zdravju in v vsem našem življenju in delovanju. In na dolgi rok se nam tako celo zviša produktivnost, saj ne delujemo več pod vplivom svojih strahov, ki so pač poganjali perfekcionizem, ampak delujemo pod vplivom svojega navdušenja. Torej, to je bil prvi vzorec perfekcionizem, ki je zelo pogost v Sloveniji. Drugi vzorec, o katerem vam želim spregovoriti, pa je vzorec manjvrednosti. Tudi ta je bil moj včasih, pa ni več. Vzorec manjvrednosti namreč osebo ustavlja na vsakem koraku. Pri meni je bil ta vzorec izredno močan. In če ga ne bi spremenila, danes ne bi mogla snemati tega videa za vas in ne bi mogla deliti te izkušnje z vami, ker bi me bilo preveč sram. Vzorec manjvrednosti se razvije v zgodnjem otroštvu, ko smo bili čisto majhni kot nepopisan list. Kadar dobimo kritiko, ali nas kdo krega, ali opazujemo prepire med odraslimi, ali imamo kakršnekoli druge negativne izkušnje, takrat mala otroška glavica sklepa, da je z njo nekaj narobe, da je ona manjvredna. In potem ta mala glavica zraste v veliko, malo telo odraste v veliko telo, ampak ta vzorec ostane z nami. In tudi kot odrasli se počutimo manj vredni, in kot da smo slabši od drugih ljudi. Zato nekako toleriramo, da življenje ni najbolj prijazno z nami. Toleriramo tudi, da drugi slabo ravnajo z nami. Pustimo se izkoriščati in ne upamo si posegati po več. Po boljši službi, po boljših odnosih, po več spoštovanja, po več ljubezni, po več denarja. Kar skrčimo se, kadar smo manj vredni in bi se najraje nekam skrili. Saj smo tako manj vredni, ampak k sreči znamo ta vzorec manj vrednosti spremeniti v vzorec vreden sem, vredna sem, kar je pravzaprav edina prava resnica za vsakega od nas. Mi vsi smo neskončno vredni, vredni vsega dobrega, vredni zdravja, denarja, ljubezni, dosežkov, veselja, lepega življenja, vsega, kar nam to življenje ponuja.
Ampak ne bomo mogli tega živeti, če ne spremenimo vzorca v sebi. In ko to se enkrat spremenimo, lahko rečemo ne brez slabe vesti, postavimo se zase in lahko se začnemo boriti za tisto, kar nam je všeč. In končno začnemo verjeti vase. In naše življenje postaja iz dneva v dan lepše. Zdaj bi vam rada spregovorila še o tretjem vzorcu. Tretji vzorec, ki govori o tem, da ne morem govoriti to, kar čutim, ne morem govoriti to, kar mislim. Spet se vračam k slabim izkušnjam v otroštvu, kjer smo se navadili biti tiho, skrit, mogoče nas nihče ni čutil, slišal, videti. In danes smo odrasli in nekako v nas je globok program, ne morem govoriti to, kar čutim, ne morem govoriti o sebi. In zaradi tega doživljamo odtujenost, ne povemo, kaj si želimo, osamljeni smo, žalostni, ne počutimo se slišani, ne počutimo se videni. Saj smo mi tisti, ki svojih potreb ne znamo skomunicirati z drugimi in tako ostajamo nekako nezadovoljni s sabo, z drugimi in nam ni lepo. K sreči pa znamo tudi ta vzorec spremeniti. Najprej se naučimo tega, da znamo reči ne, da znamo reči to, kar želimo, da izražamo svoje potrebe in želje, nehamo se skrivati pred drugimi in začnemo si upati biti to, kar smo in začnemo graditi odnose z drugimi ljudmi mnogo bolj kvalitetno in suvereno. In četrti vzorec, ne morem biti to, kar sem. Tudi ta je pomemben. Če želimo najti svoje mesto pod soncem, če želimo delati tiste stvari, ki so v skladu z našimi najglobljimi željami, je potrebno biti to, kar v resnici smo. Samo če smo mi, če smo avtentični, ponosni nase, na svoje sposobnosti, takrat se lahko čutimo izpolnjeni in srečni in delujemo proaktivno. Če pa imamo v sebi od otroštva naprej en tak vzorec, ne morem biti to, kar sem, pa bomo vso svojo energijo namenili temu, da živimo po normah, ki nam jih zelo radi dajo drugi ljudje. In moč nad svojim življenjem damo prostovoljno drugim ljudem v roke. In drugi ljudje seveda to sprejmejo. In tako življenje ne ustreči nikogar. Živimo potem v občutku, da smo žrtev drugih in da so nam drugi krivi, da smo mi nesrečni. Poznate to. V bistvu pa smo se nehote, na podlagi naučenih vzorcev, na podlagi podzavestnih zapisov smo se sami odrekli svoji lastni moči in lepemu življenju. In ta vzorec, ne morem biti to, kar sem, je tudi mene osebno zaznamoval in zaradi njega sem se zelo dolgo poklicno iskala, saj globoko v sebi nekako nisem mogla biti to, kar sem. In podobno opažam tudi pri vseh ljudeh, predvsem tistih, ki so poklicno neizpolnjeni. V sebi nosijo ta vzorec, da ne morejo biti to, kar so. In zame je bilo nujno, da najdem način, kako ta vzorec spremenim. In ko sem to spremenila, se je tudi moje življenje začelo spreminjati. In me je postavilo poklicno na to pot, na kateri sem še danes, ki me neverjetno osrečuje. In zdaj, če ste se tudi vi spoznali v teh 4 navedenih vzorcev, seveda jih je še mnogo več, ampak najbolj pogosto sem vam povedala. Če ste se vi prepoznali tukaj in bi želeli to spremeniti, ker čutite, da vas to omejuje, vas lepo povabim, da se prijavite na brezplačen osebni pogovor. Naredili bomo najprej analizo vaših vzorcev in potem bomo naredili tudi načrt, kako jih spremeniti. Na voljo pa so vam tudi kratke terapije, ki jih lahko delate sami iz udobja svojega doma in začnete sami spreminjati svoje podzavestne vzorce. Torej imate 2 možnosti. Če rabite pomoč, se prijavite na uvodni pogovor in se bomo pogovorili in skupaj začrtamo pot. Lahko se pa odločite za enega od teh kratkih terapij, kratkih programčkov in štartate že danes sami. Oboje vam je na voljo. Veselim pa se dela z vami in vidim in čutim, da tudi vi lahko spremenite te vzorce, to sem absolutno prepričana na podlagi svojega dolgoletnega dela in vsakemu v bistvu privoščim iz srca, da enkrat v življenju res naredi to delo, spremeni tiste vzorce, ki so se nehote nakopičili v nas, ko smo bili majhni in ki nas danes omejujejo. In vsakemu privoščim, da se začne počutiti vrednega, da začne biti ponosen na to, kar je, da je lahko to, kar je, da lahko prosto govori, kaj si želi, kaj čuti in da lahko prosto živimo svoje življenje resnično izpolnjeno, kvalitetno, da smo to, kar smo. In vse to vam je tukaj na dosegu roke. Lahko se pa odločite, če želite bolj oseben pristop, se lahko prijavite na pogovor, če pa ste bolj samostojni, pa si lahko zberete tudi enega od teh kratkih programčkov. In upam, da se kmalu vidimo.